mislim, da bomo lahko prisluhnili še enkrat ob koncu nocojšnjega večera. Pa prosim gospoda Aljaža Slokarja, da nam prebere odlomek iz prvega poglavja knjige. Si utrujena, je vprašala Cirila. Malo res, soparno je in vroče, je prikimala Manca. Saj sem ti rekla, da ni treba pospravljati. Sama si hotela. Ko je to izrekla, je Manca opazila, da je Cirila v trenutku postala vznemirjena. Rada sem to storila in ni mi bilo težko, je odvrnila. Res ne vem, zakaj mi pospravljaš. Na vse zadnje imam zelo čisto v hiši. Manco je prešinilo, da se bo spet začela. Ko je Cirila postala vznemirjena, se je ponavadi pogovor končal s prepirom. Neprestano iščeš umazanijo. Vesela sem, da si mi oprala zavese in pomila okna. Drugega pa res ni bilo treba, je odvrnila Cirila. Manca je stisnila usta. Vedno ista pesem. Zakaj mi čistiš hladilnik, saj je čist? Zakaj mi pomivaš vrata, saj so vendar popolnoma bela? Zakaj? Vprašanje je bilo mnogo. Manci se je zdelo, da se je mama počutila ogroženo, ko je kaj počistila. Spraševala se je, da je mogoče misli, da je nagaja in da ne zaupa več njej in njenemu redu. A saj ne more imati stvari iz hladilnika, ki ni čist, ali prijemati kljuke od vrat, ki se lepijo od marmelade. Vem, da vsega sama ne zmoreš, zato rade volje počistim hišo in pomagam na vrtu. Sama praviš, da slabo vidiš, zato je bolje, da to naredim jaz, pa je spet za nekaj časa čisto. Je spravljivo odvrnila Manca, a je Cirila le zamajala z glavo. Videlo se je, da je Mančin odgovor ne ustreza najbolj. Pogovor ni šel v pravo smer, Manca je to spoznala po njenem izrazu. Vsi mi pravijo, da imam zelo čisto. Le ti stalno nekaj iščeš. K temu si navadila tudi dekleti, navadila. Zdaj pomivata za menoj posodo in pravita, da ni dobro pomita. Ampak iz umazanega krožnika se vendar ne da jesti. Kako ne razumeš tega? Saj ti nikoli nič ne očitata. Vesela bodi, da popravita to, česar ne vidiš. Cirila je za nekaj časa premišljevala, potem je odločno odkimala. To mi ni všeč, res ne. Ti pa verjetno uživaš. Misliš, da si sreča kot jaz, kaj ne? Manca je globoko vzdihnila in stisnila ustnice. Nič in nočem, prav zares. Le opazi, da Cirila ne zmore več sama opraviti vsega dela, zato ji želi pomagati. A vedno pogosteje se zdi, da tega Cirila noče dojeti. Manca je spoznala, da vse jemlje kot napad in od tod izvirajo tudi vsi nesporazumi. Odkimala je in se srečala z njenim pogledom. Mama je bila zdaj videti zelo jezna, zato je Manca vedela, da se pogovor nikakor ne bo dobro zaključil. Neslišno je zamrmljala, ne že spet. Tudi za ceno tvoje užaljenosti se ne da bivati v takih razmerah, je naposled Manca izdavila. Močno in s težavo je zadrževala, da ni povzdignila glasu. Čeprav se je zdaj že precej tresel. Pomislila je, da še malo in bo eksplodirala. To vidiš samo ti. Za vse druge dovolj dobro kuham in čistim. Saj bo že videla, ko boš prišla v moje leta, kako je hudo. Morala bi biti vesela, da lahko še vedno sama skrbiva zase. In če je kdaj kakšen krožnik malo umazan, ne bo nikomur zaradi tega nič hudega. Ne vidim več dobro, oči mi pešajo, je Cirila odločno odvrnila. Manca je za nekaj trenutkov zadržala sapo. Zdrži, si šepetala in štela do 10. A glavobol na senci je že naznanjal, da to ni najbolj modra rešitev. Tisto, kar bi moralo iti z nje, je ostalo v njej in njeni glavi.